Tako, pozdravljeni in dobrodošli na predstavitvi Cobis Plus verzija 19. Danes si bomo ogledali, kaj smo vse naredili v tej verziji. Največja, najbolj opazna sprememba je iskanje in fasete. Tam smo največ obračali stvari, dodali smo tudi možnost išči dalje. Zdaj išči dalje trenutno samo za avtorje in korporacije, ostale opcije bomo dodajali v naslednji verziji. Naslednja stvar večja, ki je bila urejena prikaz za slovenski geslovnik, se pravi geslovnik Cobis. In še več, vsega ne bom našteval, saj bo novosti tudi bolj podrobno prikazala in pokazala Zdenka. Zdaj, kaj nas čaka v prihodnje? Najbolj pomembna stvar, ki se jo bomo lotili oziroma se jo bomo skupaj s knjižnicami lotili, je testiranje mobilne aplikacije Cobis Plus. To planiramo v koncu marca oziroma v začetku aprila, da bomo dali knjižnicam, da bodo začele prve teste in pa seveda, da bomo dobili tudi nek odziv strani knjižnic. Druga stvar bo testiranje medknjižnične izposoje. Nekatere knjižnice ste že se pozanimale, zakaj še tega ni oziroma kdaj bo. Tako da zdaj v aprilu, tudi v začetku aprila bomo knjižnicam poslali vabilo. Vključili bomo predvsem knjižnice, ki to največ uporabljajo. To so predvsem NUK, UKM, CTK, MKL, pa verjetno sem še katero od ta večjih pozabil. Skratka, boste dobili vabilo in v začetku aprila bomo tudi imeli nek začetni sestanek, da se malo dogovorimo, da pokažemo, kaj smo že naredili, kako to deluje v novem Cobis Plusu in pa potem seveda, da se stvari potestirajo in da boste tudi vi lahko dali kakšne povratne informacije. In pa seveda naslednja večja stvar, ki pa je, so pa univerzitetni portali. To bomo tudi se sestali z predstavniki univerz in pa seveda sredi aprila nekje bomo poslali vabilo oziroma povabili predstavnike univerz, da se udeležijo sestanka. Tako za naprej pa imamo v planu seveda urediti te univerzitetne portale za Discovery servise, kjer bomo skupaj z univerzami to testirali, implementirali in vključevali. Druga stvar, ki jo bomo vključili, so raziskovalni podatki za raziskovalce, se pravi osebne bibliografije, citiranje, odprti dostop in tako naprej. Dopolnili bomo tudi išči dalje, tako kot sem že rekel, z vsemi možnostmi, ki še manjkajo, teme zbirke in vse ostalo, kaj še manjka. Tudi specialne baze bomo še urejali naprej, tiste, ki še jih nismo uredili. Pripravljena je izdaja, se pravi, mobilne aplikacije Cobis Plus, ki bo nadomestila mobilno aplikacijo trenutno mCobis. To bomo predvidoma v mesecu maju, kolikor bomo pač z vsemi testiranimi in dopolnitvami, ki jih bomo z knjižnicami še usklajevali, uredili. Se pravi, bi v mesecu maju namestili to na trgovine, se pravi App Store pa Play Store. Prehod bo nekaj časa izvajal se sočasno, se pravi, ko se mobilna aplikacija Cobis Plus naloži na Play Store, bo še približno 1 do 2 meseca neko prehodno obdobje, ker bodo uporabniki lahko uporabljali in eno in drugo aplikacijo. Predvidoma konec poletja pa bomo verjetno tudi mCobis dokončno umaknili in ga upokojili. In pa naslednja stvar, ki jo bomo pa še naredili, tudi se veže že na to, kaj bodo knjižnice že testirale, se pravi medknjižnična izposoja, in bomo tudi to v verziji 20 vključili v produkcijo. Tako, preden zdaj Zdenki prepustim, vsa morebitna vprašanja, ki jih boste imeli, lahko podate v Zoomu preko Q&A. Jaz bom poskušal na vsa vprašanja sproti odgovarjati, medtem ko bo Zdenka imela predstavitev. Tisto, kaj ne bom utegnil odgovoriti, ali pa če bo odgovor preobširen, bomo pa to še ob koncu predstavitve ustno obdelali. Tako da zdaj pa Zdenki prepuščam besedo, da vam pokaže, kaj smo naredili v novi verziji. Potem pa še vam bo pokazala tudi, kaj smo pripravili aplikacijo Bralnik Cobisela. Tako da, Zdenka, izvoli. Hvala lepa, Marko. Lep pozdrav še moje strani. Torej, moja naloga danes je, da vam predstavim Cobis Plus oziroma novosti v Cobis Plus verziji 19.
ker veliko novosti smo uspeli pripraviti, tako da se je izgled uporabniškega vmesnika prav zaradi teh vseh sprememb kar malce spremenil. No, pa kar začnimo. Torej, prva stvar, ki jo vidite že na tej vstopni strani Cobiss Plus, vidite, da smo mičkeno predelali, zato ker prav zaradi vseh teh vsebinskih in oblikovnih sprememb. Pa če začnemo mogoče kar na vrhu, torej vidite, da smo med hitre filtre dodali možnost hitrega filtriranja po člankih. Zdaj, če sprožim iskanje, se seveda ta hiter filter upošteva in se pač nastanijo ustrezne fasetne vrednosti, tako da bi morala dobiti, seveda, če bi kliknila prav, bi morala dobiti potem samo članke. Tako da, torej, če izberete članke, se izvede omejevanje za tiskane članke, za e-članke in pa za vse druge članke. Potem naslednja novost, ki smo jo naredili, je možnost izbirnega iskanja. Torej, zdaj imamo v Cobiss Plusu 3 vrste iskanja, osnovno iskanje, torej to enovrstično iskanje, potem imamo poleg tega naprednega, ki smo ga preimenovali v ukazno iskanje, še tudi možnost izbirnega iskanja. Torej, če izberem možnost izbirnega iskanja, se odpre to izbirno oziroma iskalno okno za izbirno iskanje. Imamo privzeto nastavljene 3 iskalna polja, avtor, naslov in ključne besede. Torej, te 3 možnosti smo izbrali zaradi tega, ker to so pač iskalna polja, po katerih uporabniki najpogosteje iščejo. Seveda lahko ta iskalna polja pobrišemo, no eno mora vedno ostati, lahko je seveda dodajemo poljubno število, lahko pa seveda, tako kot že nam je to znano tudi iz starega Cobiss Plusa ali pa iz katerega drugega podobnega iskalnika, lahko potem vrednosti teh iskalnih polj ustrezno spremenimo. Tako da, če se sedaj kar lotim enega iskanja, recimo, da bomo začela iskati po avtorju Jančarju Dragu. Tukaj vidite takoj, da smo v izbirno iskanje vključili tudi autocomplete. Ta autocomplete je vklopljen za vsa iskalna polja, kjer se nam je zdelo smiselno ni recimo za Cobiss ID pa še ene take zadeve. Torej, autocomplete vemo, čemu služi, lahko si pomagamo na tak način z iskanjem, potem lahko spet izberemo ta ustrezen operator, torej kako želimo iskalno zahtevo kombinirati in ne. Jaz bom recimo vzela sedaj še leto izida. Torej, iskanje je tako, začnete iskati, da začnete kar pisati besedo in potem se pač ponudi ustrezna iskalna polja, glede na to, kaj ste vpisali. Tukaj lahko seveda spet poljubno krajšate, tako. Torej, tudi tukaj dela autocomplete, pa recimo, da bi še izbrali eno možnost, pa bi spet lahko kaj dopisali, ampak zdaj, da ne grem ne vem koliko bolj iskati. Tukaj takoj vidite na vmesniku eno zadevo, ki smo jo pripravili, in sicer spodaj vidite takoj, ko jaz iskalno zahtevo spreminjam ali pa popravljam ali pišem, vidite, da se takoj samodejno pripravlja oziroma izpisuje iskalna zahteva, ki jo je pač uporabnik vpisal, in to iskalno zahtevo je možno prenesti kar v ukazno iskanje. Torej, zakaj smo to naredili? Mogoče zaradi bolj naprednih uporabnikov, da lahko vidijo, kako se generira ta iskalna zahteva in lahko potem na tak način se tudi uporabniki učijo naprednega iskanja. Zdaj, iskalno vsebino oziroma ta niz, ki smo ga vključili, lahko hitro počistimo z klikom na gumb X, lahko pa uporabimo kar dirko, ki počisti celo iskalno zahtevo, ki smo jo dodali. Potem pa imamo še gumbek po nastavi, ki pa dejansko po nastavi, ne glede na to, kaj smo pisali, po nastavi pravzaprav to formo za izbirno iskanje na izhodično stanje, torej s 3 ukaznimi oziroma 3 iskalnimi polji. Zdaj pa bom spet šla nazaj. Pa bomo vzeli recimo to noč sem jo videl. Torej, tukaj si lahko kar pomagamo z iskanjem in iskanje lahko sedaj sprožimo. Torej, iskanje sprožimo in se seveda tudi izvede in tukaj pridemo na seznam rezultatov iskanja. To je pravzaprav zdaj največja sprememba glede na obstoječo verzijo Cobiss Plusa, torej zaradi sprememb
tako oblikovni kot vsebinski glede faset in tudi glede tega iskanja, ampak o fasetah malce besed še kasneje. Zdaj, če pogledamo to iskalno zahtevo, se je lepo prenesla v iskalno polje, iskanje se je izvedlo in če želim urediti oziroma spremeniti to iskalno zahtevo, kliknem na kjerkoli na tem polju ali pa na gumbek uredi in se nam odpre ta izbirno iskanje oziroma odpre se iskalna forma, ki smo jo nazadnje uporabili za iskanje. Torej si program zapolni, s katerim načinom iskanja smo pač štartali. In kaj lahko sedaj storimo? Lahko seveda to iskalno pač zahtevo spremenimo, pa recimo, da me ne zanima samo določen naslov Jančarja, ampak samo vso gradivo tega avtorja. Popravim, spremenim, se iskanje potem takoj izvede. In tako na tak način lahko seveda spreminjam to iskalno zahtevo in jo prilagajam svojim potrebam. Obrazec lahko seveda za iskanje lahko zapremo s klikom na X, tako da si lahko pač na zaslon pripravimo oziroma prikličemo več teh rezultatov iskanja. Zdaj, če še pogledamo to funkcionalnost, torej prenos iskalne zahteve, ki smo jo kreirali v izbirnem iskanju v ukazno iskanje, enostavno kliknemo na to možnost prenesi iskalno zahtevo v ukazno iskanje in vidite, da se nam je ta poizvedba že prenesla, pa recimo, da še jaz želim nekaj dodati, pa recimo, da dam NTLA, JSLV, torej, da želim poiskati gradivo avtorja Draga Jančarja v slovenskem jeziku. Izvedem iskanje in iskanje se izvede, tukaj vidimo zopet iskalni niz in če kliknem na to iskalno polje, vidite, da se mi ponovno odpre ta obrazec za iskanje, tokrat v formi, v katerem sem štartala iskanje, torej ukazno iskanje. Torej, to je nekakšen enostaven in hiter prehod med ukaznim in pa izbirnim iskanjem. Seveda pa lahko potem tudi tukaj na samem rezultatu iskanja prehajate bodisi na osnovno iskanje ali pa na izbirno iskanje, kakorkoli pač želite oziroma kakšne so pač vaše potrebe. Naslednja velika stvar, ki jo pač končni uporabniki zelo potrebujejo, sploh kar se tiče iskanja po izbrani knjižnici, recimo mariborski knjižnici, UKM in tako naprej, torej kaj običajno uporabnika zanima, ne samo to, ali gradivo v knjižnici je, zanima jih tudi, ali je prosto za izposojo oziroma kakšen status za izposojo ima to gradivo. Torej, to funkcionalnost smo uredili le za primer, ko uporabnik išče po izbrani lokalni bazi. Bom vzela zdaj kar recimo mariborsko knjižnico in vpišem neki ukazni niz. Tako, in ko izvedem iskanje, malce traja, ker pač mora program seveda preračunati ta status oziroma pridobiti informacijo in vidite, da se na desni strani izpišejo v obliki semaforčkov, torej imamo to barvno shemo zeleno za proste izvode, potem imamo rdečo za izposojene oziroma zasedene, potem lahko seveda v primeru, da gre za članke ali gre za serijske publikacije, potem te integrirane vire, pa še različne vire, dobimo povezavo na te vire, potem lahko ta semaforček sive barve, če recimo ni še na razpolago za izposojo, recimo ta izvod je v pripravi, nekaj ni za izposojo, tako kot recimo tale primer. Torej, če se uporabnik tako hitro dobi informacijo, kakšen je pač najugodnejši status gradiva v knjižnici kot celoti in torej dobi informacijo o statusu in če še klikne gol na tale semaforček, dobi tudi podrobnejše informacije, recimo tukaj je izposojeno na dom, glej letnike, zdaj tu imam take precej preproste primere, tako da kaj dosti se ne bo izpisalo. Če recimo čitalniški izvod je semaforček, mislim, da je oranžni, potem pa še imamo tisto pogojno izposodljivo gradivo, v tem primeru pa je semaforček modre barve. Torej, kot že rečeno, glede na vrsto gradiva se potem tudi ta status izpiše oziroma ustrezni napotki za nadaljnje iskanje, recimo, če poiščemo časopis Revijo, dobimo potem pač informacijo za seznam gradiva, ki obstaja v tej izbrani knjižnici in v primeru, da
Pri statusu se izpiše glej letnike, ker vemo, da so pomembne, da so informacije vezane na posamezne letnike oziroma zvezke v tem gradivu. Torej, zopet je lahko semaforček modre barve, lahko je tudi sive barve ali druge barve, glede na to, kakšnem stanju je to gradivo, in tukaj je ta povezava klikabilna, tako da lahko pridemo takoj na pregled gradiva. Potem imamo možnost recimo za članke. Zopet pogledamo, torej pri člankih se bi izpisalo na spletu, kolikor je gradivo razpoložljivo na spletu, oziroma v primeru, da pa gre za tiskani članek, da gre za članek v fizični obliki, pa bo se tukaj izpisalo glej vir, in po kliku na to možnost dobimo potem prikaz zaloge v izbrani knjižnici za vir, v katerem je ta članek objavljen. Torej, kot že rečeno, ta status se izpiše samo v primeru iskanja v izbrani knjižnici, ne pa v primeru, da bi iskali po vzajemni bazi. Torej, tukaj ste videli, sem omaknila iskanje po mariborski knjižnici in takoj dobimo zgolj seznam gradiva, ki smo ga iskali, za podroben pregled podatkov, ki to recimo neko gradivo obstaja, pa si moramo pomagati potem tako, da gremo na posamezni zapis, pa tam pogledamo, kakšno je stanje v posameznih knjižnicah. Mogoče še to, torej vse te spremembe, o katerih tukaj govorim, zdaj če malce pomanjšam zaslon, so seveda vidne tudi na malih zaslonih. Na malih zaslonih je seveda vse skupaj malce prilagojeno, zato ker pač ni toliko prostora, tako da se na malih zaslonih pač izpiše samo semaforček, in zopet, če bi se postavili na semaforček in kliknili, bi dobili več informacij glede statusa gradiva. Potem naslednja novost, ki smo jo naredili, je, da smo oštevilčili zadetke, torej zadetki so oštevilčeni zaporedno od 1 in tako naprej, seveda koliko je pač zapisov, in to številko smo umestili desno spodaj. Tu smo že dobili kar tudi od teh sodelavcev oziroma sodelujočih knjižnic pri testiranju ali vprašanja, zakaj prav desno spodaj. Torej, prav desno spodaj je bilo umeščeno zaradi tega, ker želimo ohraniti ta enotno uporabniško izkušnjo tako na malih kot velikih zaslonih, predvsem glede samega prikaza, in da ni toliko razlik glede na prikaz na ene ali druge naprave. Ja, kot ste že opazili, zdajle pri tem prezentaciji ste videli, da smo faseto umestili drugače, in v fasetah smo pravzaprav naredili kar precej sprememb. Torej, največja sprememba glede faset je, da smo fasete postavili na levo stran zaslona. Tako da v starem Cobiss Plusu, veste, so bile tukaj nad seznamom rezultatov iskanja, in to je pomenilo, da smo morali ta vmesnik kar malce predelati, ampak poglejmo zdaj, kakšne možnosti imamo. Torej, privzeto se na rezultatih iskanja prikažejo te pač fasetni filtri. Prikaz fasetnih filtrov lahko umaknemo tako, da kliknemo na tole ikonico Skrij fasetne filtre oziroma Prikaži fasetne filtre. Potem imamo v bistvu prikazan odprti prikaz faset, to pomeni, da se prve tri fasetne vrednosti, omejevanje, oddelek in pa vrsta vsebina, oziroma pač glede na to, v kateri bazi smo in kaj smo poiskali, se izpiše prvih 5 fasetnih vrednosti v fasetnem filtru, da prikažemo ostale, pa imamo možnost prikaži več, in potem se prikažejo te vrednosti v posamezni faseti v celoti. Najprej nekaj besed o tej tako imenovani umetni faseti omejevanje. Torej, to je pravzaprav ena posebna umetno generirana fasetna skupina, ki omogoča omejevanje prikazanih rezultatov iskanja. Zato tudi na teh fasetnih filtrih, v primerjavi z drugim fasetnim filtri, tukaj nimamo prikazane frekvence zapisov. Tako da ta faseta pač služi prvenstveno omejevanju, torej ali pa razširjenemu prikazu zapisov oziroma rezultatov iskanja. Torej, kakšne možnosti imamo? Privzeto veste, da imamo urejeno tako, da se prikazujejo zapisi, ki imajo zalogo, lahko pa z možnostjo omejevanja, oziroma tu je bolj širjene,
Če postavimo kljukico pri tudi zapisi brez zaloge, prikažemo tudi zapise, ki nimajo zaloge. Torej tukaj vidimo, imamo dobrih 1130 zadetkov in če izberemo tudi zapise brez zaloge, dobimo pač tudi prikaz zapisov brez zaloge. Vidite, da se tu v seznamu zadetkov prikazalo tudi gradivo, ki nima zaloge. Potem imamo naslednji fasetni filter odprta znanost. Torej gre za zapise oziroma gre za dela, ki so vpisane tudi v aplikacijo dCOBISS in imajo pač zaznamek, da gre za odprto znanost. Zdaj tule moram malo pobrisati, da bomo sploh kaj dobili. Tako. Zdaj sem dala kar iskanje po celotni bazi, torej če izberem odprta znanost, bomo dobili pač zapise, ki smo jih prijeli, ki jih dobimo iz dCOBISS-a in imajo pač postavljeno za označbo, da gre za odprto znanost. Potem naslednja skupina, se malo omejim, rezultate iskanja, naslednja fasetna vrednost je možnost prikaza izvedenih del oziroma dogodkov. Tudi to ste knjižničarji kar precej povpraševali. Torej, če postavim kljukico potem pri tem fasetni vrednosti in potrdim, dobim kot rezultat iskanja samo izvedena dela. S to možnostjo dejansko tudi, ko iščemo neko delo in če ga ne najdemo, lahko si s kljukico pri fasetnem filtru izvedeno delo dogodkov razširimo ta bazen, po katerem se izvede iskanje, tako da dobimo v seznamu rezultatov tudi dogodke oziroma izvedena dela. Potem smo naredili še eno možnost, in sicer prikaz predhodnih nepopolnih CIP zapisov. Torej, če postavim kljukico tukaj in potrdim, dobim zapise, ki imajo pač ta status, da gre za predhodni nepopolni zapis in pa seveda možno vsi zapisi, torej v tem primeru se pa prikažejo čisto vsi zapisi. Torej, kot že rečeno, smo uredili prikaz, tako imenovani odprti prikaz fasetnih vrednosti, torej prve tri fasete so odprte, torej zapiramo tako, da kliknemo na to kljukico, da se prikazajo strnjeno oziroma odprto, torej prvi trije so prikazani in prvih 5 vrednosti in pa potem se prikaže v oklepaju tudi frekvenca posameznih fasetnih vrednosti. Zdaj še ena stvar, ki je dobro vedeti. Torej imamo tudi možnost iskanja po fasetah. Gre za tako imenovani globalno iskanje po fasetah, to pomeni, da nismo naredili iskanje tako, da bi lahko iskal po vsaki fasetnem filtru posebej, oziroma skupini faset, temveč je to tako imenovano globalno iskanje in recimo, če tukaj pišem sedaj raziskovalno, samo malo mora seveda bo smiselno si postaviti fasete, vidite, da dobim potem to, kar sem vpisala, vse različne vrednosti v vseh možnih teh fasetnih filter, kjer pač to, kar sem vpisala, obstaja. Če recimo vpišem roman, dobim zopet fasetne vrednosti za vrsto vsebino in pa recimo žanr za to iskanje, ki sem ga sprožila. Torej, fasetne filtre uporabite seveda na izvedenem iskanju, torej to je filtriranje rezultatov iskanja, glede na to, kaj nastavite. Zdaj, kakšne možnosti imamo seveda glede teh faset, torej, kot že rečeno, iskanja. Potem postavljanje, kako jo postavimo, to ste že zdaj videli, torej pokljukamo, kar želimo izbrati, kliknemo na gumb potrdi in se tukaj prikaže na imenu fasetnega filtra, koliko različnih vrednosti je prikazanih, kljukice so postavljene in kar je še bolj pomembno, tukaj dobite kar pod iskalnim oknom tudi seznam vseh izbranih fasetnih filtrov in jih lahko potem hitro tudi omikate. Recimo, da me ne zanima več zbornik, pa diplomsko delo, pa raziskovalno poročilo, lahko kar poklikate, da se te fasetne vrednosti umaknejo. Sicer pa lahko, če sedaj nastavim, poklikam te vrednosti, potrdim se, torej te fasetne vrednosti nastavijo. Druga varianta, kako hitro umaknem vse fasetne filtre, pa je, da kliknem na gumb ponastavi. Ja,
Zdaj pa še ena stvar, ki se je tudi znašla pravzaprav na tem seznamu oziroma delu okna z fasetami. Torej, ko smo na rezultatih iskanja, smo gumb oziroma funkcionalno za izbor knjižnice, v kateri želimo iskati, umestili na del okna, kjer so prikazane fasete oziroma fasetni filtri. Tako da je s klikom na tole ikonico za knjižnico se odpre seznam knjižnic in pa lahko izberete knjižnico. Vidite tudi, da se bo ta knjižnica, zdaj če še nekaj drugih stvari poklikam, se torej pokaže na podoben način, kot je to narejeno za fasetne filtre, ampak majčkeno drugačni barvi. Tako da vidite, torej sedaj sem izbrala mariborsko knjižnico in pa dve tiskane knjige in pa tiskane članke. Torej knjižnico lahko hitro umaknem, tako da kliknem na to izbrano fasetno vrednost za knjižnico, ker gre dejansko za filtriranje podatkov in dobim potem rezultate iskanja za naš sistem kot celoto. Če želim zopet izbrati drugo knjižnico, kliknem na ta gumb, lahko iščem oziroma pač izberem to, kaj potrebujem. Kaj je še novost oziroma sprememba glede knjižnice? Torej, sprememba je ta, da je možno izbrati največ eno knjižnico. Tudi izbor oziroma način izbora knjižnice smo malo poenostavili, zadošča, da kliknemo na ta spustni seznam, izberemo knjižnico in se knjižnica kar nastavi in na to jo lahko tudi hitro umaknemo, tako da kliknemo na tale gumbek za odstranitev izbrane knjižnice. Torej, zgodovina iskanj in vse tisto, kar je bilo že pa prej omogočeno, pa imamo ohranjeno. Torej, če gremo nazaj na mariborsko knjižnico, vidite, da imamo potem tukaj spisano knjižnico, ki iščemo, potem te fasetne vrednosti, ki so nastavljene, tako da je malo bolj vse skupaj pregledno. Prav zaradi vseh teh sprememb glede nastavljanja faset izbora knjižnice in prikaza statusov za izposojo in tako naprej, smo pa morali tudi malo preurediti ta seznam rezultatov iskanja. Tako da smo torej glede pri izbranih fasetnih vrednosti so tukaj prikazane nad rezultate iskanja. Ta sortiranje je še vedno ostalo na desni strani, kjer ga pač lahko izberemo ustrezno sortiranje. Tudi prikaz števila zadetkov ostal na desni strani, v 3 pikice, torej v več možnosti, pa smo postavili možnost za shranitev iskanja in pa za izvoz zapisov, ki je pač ena izmed novih funkcionalnosti v verziji 19. Ja, če mogoče še malce pomanjša zaslon, torej vse te spremembe se odražajo tudi na verziji, ki je pač na mobilnih napravah oziroma na teh malih zaslonih. Torej, ta ukaz, ki smo ga izvedli, je pravzaprav v tej ukazni vrstici oziroma zgornji vrstici, tukaj poleg lupice, tako da lahko potem s klikom pridete na to iskalno zahtevo in jo popravljate. Fasetni filtri so tudi na malih napravah podobno prikazani kot na velikih napravah. Za priklic fasetnih filtrih na malih napravah, ki so privzeto skriti, je potrebno klikniti na to ikono za prikaz faset. Tukaj pač izberete in delate z njimi čisto tako kot na velikih napravah. Možnosti za spremembe načina iskanja pa smo na malih napravah umestili v več možnosti, kamor smo dali torej možnost shranjevanja iskanja, izvoza zapisov, izbirnega iskanja in pa ukaznega iskanja. Pač to je res vedno malo dilema, kako kaj umestiti in večkrat kaj moramo preveriti, poskusiti, da je potem nekako spravimo in na velike zaslone in na male zaslone. Naš cilj pa je seveda, da uporabniška izkušnja kar se da poenotena in da nima uporabniki prehaja med večjimi različnimi napravami, da ima čim manj težav pri iskanju pa izvedbi posameznih funkcionalnosti. Ja. Naslednja stvar, ki smo jo še dopolnili, pa se nanaša na shranjena iskanja. Torej, postopek shranjevanja iskanja delamo podoben način kot prej, torej tukaj pri več možnosti shrani iskanja. Iskanje se shrani, ga lahko poljubno opišemo, shranimo. Do shranjenih iskanj pridete tukaj pri več možnosti, pri tem meniju. In če kliknem na shranjena iskanja, vidite vsa
naša shranjena, oziroma moja shranjena iskanja. Tukaj smo malo izboljšali prikaz, tako da lahko, da se pač izpiše datum shranjenega iskanja, potem se izpiše način iskanja, ki je bil izveden, in pa kolikor je bilo iskanje izvedeno v posamezni knjižnici ali pa specialni bazi, se izpiše ime knjižnice ali ime specialne baze. Če pa gre za iskanje po vseh knjižnici skupaj, pa se izpiše vse knjižnice. Torej na teh shranjenih iskanjih, kot veste, lahko popravljate naziv iskanja, lahko pa iskanje tudi brišete. Vemo pa, čemu služijo ta shranjena iskanja, torej za ponovno uporabo. Tako. Ja, potem pa spet ena tudi zelo funkcionalnost, po kateri ste knjižničarji pa tudi končni uporabniki precej povpraševali, torej funkcionalnost išči dalje. Torej do verzije 19 smo imeli to funkcionalnost urejeno za iskanje po vseh izdajah in pa prevodih. V tej verziji pa smo išči dalje za iskanje po avtorjih, in sicer za iskanje, gre za iskanje po fizičnih avtorjih, torej v polju 7, pa pač 701, 702, in pa za korporativne avtorje, tako da lahko to funkcionalnost odslej uporabljate. Pa sem tule malo pomagala z tem, kar sem si primere dala na polico. Torej, če grem na en zapis, gre za neko patentno prijavo, in če grem na išči dalje, torej dobim možnost iskanja po avtorjih. Torej, če en avtor je ta naveden, če so drugi avtorji, če je več avtorjev, so navedeni vsi avtorji, in tudi za to drugi avtorji, oziroma sekundarno avtorstvo. In če izvedem iskanje za enega izmed teh avtorjev, se izvede to iskanje išči dalje, in iskanje se izvede po številki normativnega zapisa. Če se vrne nazaj na ta zapis in grem na iskanje po drugih avtorjih, torej v tem primeru gre za korporativno avtorstvo, se prav tako izvede iskanje po številki normativnega zapisa. Tukaj vam želim povedati in poudariti, kar je že tudi Marko, mislim, da na začetku omenil, da je funkcionalnost išči dalje vezana oziroma deluje le za tiste avtorje in korporacije, ki imajo številko, ki imajo pač svoj zapis v bazi normativnih zapisov v Conorju, in je ta številka tudi vpisana v bibliografskem zapisu v podpolju 3. Tako da to pomeni, da dobite res natančno iskanje, ampak seveda preko te šifre oziroma številke normativnega zapisa. Zdaj, če gre za kakšne zapise, kjer so pač bili avtorji vpisani na kak drug način, seveda tisti zapisi se pri iskanju pri išči dalje po avtorju ne bodo upoštevali. Ja, potem sem se že prej malo zataknila pri iskanju oziroma pri možnosti izvoza zapisov v formatu Excel. Torej, zaenkrat smo naredili možnost izvoza zapisov v formatu Excel, in sicer pri štirih funkcionalnosti. Najprej je možnost izvoza zapisov na rezultatih iskanja. Torej, ta funkcionalnost se skriva tukaj pri možnosti več oziroma dodatne možnosti. Kliknemo na gumb Izvozi in dobimo Excelovo datoteko. Torej, ko to Excelovo datoteko odpremo, dobimo te zapise, ki smo izvozili. Gre dejansko za neke osnovne podatke o zapisu, naslov, avtor gradiva, podatki o gradivu, številka oziroma Cobiss ID in pa povezava na ta zapis. Tukaj vidite, da mi je izvozil 21 zapisov, torej, ker imam tule na zaslonu samo 21 zadetkov, mi je izvozil pač vse to, kar vidim. Torej, če grem zdaj na eno tako malo širše iskanje, recimo Draga Jančarja, vidim, da dobim 1634 zadetkov. In če bi šla na izvoz zapisov, bi dobila v izvozu samo samo te zapise, ki jih vidim na zaslonu. Imam naloženih na zaslonu 50 zapisov. Torej, tu je pomembno upoštevati pri teh izvozih zapisov, da se bo izvozilo le te zapise, ki jih vidite na zaslonu. Torej, če je naložim naslednji 50, bomo izvozili pač, da mislim, da smo že na prvih 100 zapisov. Potem imamo možnost izvoza zapisov tudi iz posamezne police. Torej, če grem na izbrano polico, imate tukaj gumbek Izvozi, se izvoz izvede.
Prav tako imate možnost izvoza zapisov med priljubljenimi, enako deluje kot na policah. Potem pa imamo možnost izvoza zapisov tudi oziroma podatki o gradivu tudi na zgodovini izposoj. To predvsem potrebujejo naši končni uporabniki. Pa če grem sedaj v zgodovino izposoje, torej dobim neko zgodovino izposoje in če dam tukaj možnost izvoziti v Excel, dobim izvožene čisto vse zapise, ki so v moji zgodovini izposoje. Torej ne glede na to, kaj imam tukaj izbrano, se izvozi vedno vsi zapisi oziroma vsa zgodovina izposoj. Tudi struktura teh izvoženih podatkov je pa v tem primeru majčkeno drugačna, ker gre za zgodovino izposoj, dobimo podatek o datumu izposoje, o naslovu gradiva, o avtorju, potem ID zapisa, opis gradiva, oddelek, v katerem smo si gradivo izposodili in pa tudi povezavo na bibliografski zapis, seveda v bazi, v katerem za članstvo v izbrani knjižnici oziroma lokalni bazi. Te bom zdaj malo pozaprla, pa gremo kar dalje. Ja, naslednja stvar je pa v bistvu bolj ne toliko oblikovna, ampak stvar poimenovanja. Torej, mi smo ta profil COBISS, ki je nosil naziv profil kar lepo obdobje, smo sedaj preimenovali v račun COBISS. To smo uredili že pred časom v pogojih uporabe aplikacije COBISS Plus, sedaj smo še pa uredili ta besedila, tako da to gre v bistvu za čisto se ne vem, kako se reče, poimenovanje funkcionalnosti. Zdaj pa poglejmo, kaj smo še naredili glede profila. Torej, profila, ker ostaja ta profil namesto račun, torej na našem računu COBISS, na katerem lahko imamo več članstev, seveda lahko urejamo tudi nekaj nastavitev. In med nastavitvami smo dodali še 2 dodatni nastavitvi. Ena izmed zelo povpraševanih nastavitev je bila možnost nastavitve privzete knjižnice za iskanje. Torej, privzeto nimam nastavljene, vsaj v mojem primeru, trenutno nobene knjižnice za iskanje in bom recimo izbrala Mariborsko knjižnico, ker recimo je to moja matična knjižnica, v katero najpogosteje hodim, torej odprem spustni seznam, poiščem knjižnico, izbere in pa rečem shrani, tako da se ta privzeta knjižnica shrani in pa nastavi. Kje se zdaj ta nastavitev se upošteva? Ta nastavitev se upošteva, ko grem domov, torej ko sem na vstopni strani, če se sedaj odjavim, pa ponovno prijavim v svoj račun COBISS. Ne moram samo pogledati, kje številko izkaznice že imam. Recimo, da sem si geslo vsaj zapomnila. Ja, torej vidite, ko se prijavim v profil oziroma v račun, ostane ta knjižnica izbrana. Zdaj, če grem recimo na neko iskanje, pa sem na zapisu, pa še tukaj mogoče kaj skočim sem pa tja, pa grem spet tukaj na iskanje, ali pa grem domov, pa grem na polico, pa spet pregledujem polico in se vrnem spet domov. Ponovno pridem na to svojo knjižnico, ki sem nastavila kot privzeto za iskanje. Torej, cilj te funkcionalnosti je, da večina uporabnikov obiskuje eno knjižnico, predvsem tem je to namenjeno, da ne rabi vedno znova izbirati knjižnico oziroma lokalno bazo, po kateri bo iskal. Potem je naslednja funkcionalnost, ki smo jo tudi dodali med nastavitve računa COBISS, je število prikazanih zadetkov iskanja. Torej, iz prejšnje verzije veste, da se v seznam rezultatov iskanja naloži 25 zapisov in za prikaz naslednjih 25 je potrebno klikniti gumb naloži več. Tu smo sedaj uporabniku na račun dodali možnosti nastavitve prikaza števila zadetkov iskanja in sicer imamo 2 možnosti, 25, kar je privzeta vrednost, in pa 50 zapisov.
tako da lahko uporabnik med tema dvema izbira. Dovolj je, če samo postavi tale checkbox oziroma kljukico v izbrano možnost in vidite, da se naselitev kar shrani, ne rabi nič posebnega delati. In sedaj imam 50 zapisov in če grem na iskanje, pa izvede iskanje, vidite, da je naloženih prvih 50 zapisov. In potem, ko grem naprej nalagati, se naloži naslednji 50 zapisov. Ta nastavitev velja za čisto vse baze, torej tudi za specialne baze, tako da, ko enkrat uporabnik si to nastavi, velja za vse možnosti. Potem, kar se tiče samega računa Kobi, smo še malo preoblikovali to stran s temi nastavitvami. Tako da smo umestili to možnost brisanja računa Kobis, ker je bil prej en gumbek tukaj spodaj, smo ga dali na kartico in lahko tukaj uporabnik briše račun. Potem pa smo dodali še eno možnost in sicer tukaj pri možnosti uvoza policij starejše generacije Kobis Plus smo uredili to, da se izpiše informacije o uvozu policij starejše generacije Kobis Plus. Torej, ko uporabnik izvede prenos oziroma ga ponovi, se izpišejo podatke o prenosu, torej datumu in pa o prenesenih zapisih, tako da ima uporabnik neko informacijo o tem, ali je že vozil, kdaj je vozil in koliko zapisov je bilo uspešno prenesenih. Tako, ja, potem pa še gremo zdaj na enih več manjših sprememb funkcionalnosti, ki smo jih uredili, pa so tudi za uporabnike pomembne. Najprej rezervacijo paketnika za vračilo gradiva. Torej, knjižnice, ki uporabljate paketnik in uporabniku nudite tudi možnost vračila gradiva v paketnik, ti člani si morajo v moji knjižnici rezervirati paketnik, tako da smo to funkcionalnost sedaj vklopili tudi v novem Kobis Plusu in sicer sodi to seveda na seznam izposojenega gradiva. Tukaj smo dodali gumbek Vrni v paketnik, torej delovanje je precej preprosto. Uporabnik klikne na ta gumbek, izbere paketnik, v katerega želi gradivo vrniti, klikne na možnost se rezervira paketnik in paketnik se uspešno rezervira. Če želi paketnik pač rezervacijo paketnika preklicati, vidite, da ima tukaj sedaj drugačen gumbek, piše Vrni v paketnik, zopet klikne na njega in pa lahko prekliče rezervacijo paketnika. Torej, paketnik lahko ima za vračilo rezervirano samo enkrat. Ja, potem je še ena funkcionalnost, ki je uporabna, ki je nova in je uporabna predvsem za uporabnik, za tiste profile oziroma za člane knjižnic, ki imajo na svojem profilu računu več članstev. Torej, pohitrili oziroma dodali smo možnost hitrejšega preklapljanja med članstvi. Torej, če grem tukaj na svojo kartico, moj račun, vidite, da imam 3 članstva in ko sem na kartici izbranega člana, pa želim hitro pregledati še za druge člane, kliknem na to puščico Spremeni članstvo in dobim seznam vseh članstev na profilu, oziroma dodatnih, poleg tega, ki ga ima izbranega, in enostavno kliknem na članstvo, ki me zanima in se ta v spustnem seznamu pač spremeni. To je tudi urejeno oziroma uvedeno s ciljem, da bo uporabnik za neke take osnovne funkcionalnosti potreboval čim manj klikanja oziroma čim manj korakov. Ja, sedaj pa še par besed glede drugih manjših dopolnitev. Najprej enih par zadev glede prikaza zaloge. Torej, knjižnice so izrazile potrebo glede hitrejše oziroma glede možnosti vpogleda stanja zaloge v ostalih knjižnicah. To bom zdaj prikazala pač v smislu, v primeru, ko iščem kar po vzajemnem katalogu. Takole. In zdaj, če grem na neko knjigo, točno to sem izbrala, ki nima zaloge. No, tukaj že vidimo, da se ta knjiga, ker gre za naše razvojno okolje, seveda ni taki veliki nabor knjižnic, ampak tukaj je dopolnjeno seznam na prikazu knjižnic, ki razpolagajo z gradivo, je možnost iskanja po knjižnicah, recimo po kraju iskanja, Kranj. To je ena možnost.
iskanja. Druga možnost pa je, da lahko prikažemo oziroma izberemo prikaz glede na naziv knjižnice padajoče, rastoče in pa glede na število izvodov za izposojo, torej spet naraščajoče ali pa padajoče. Potem smo naredili še par dopolnitev glede prikaza signature za serijske publikacije. Tukaj si spet pomagala malo s temi zadevami, ki se jim tukaj shranila. Ja, takore. Torej, moram izbrati eno knjižnico, samo malo. Torej, ko sem v lokalni bazi, malo smo spremenili font oziroma pisavo, v katerem se prikažejo pač ti zbirni podatki o zalogi. Prav tako smo tukaj na prikaz zaloge za posamezne letnike serijske publikacije, smo na ta letnik dodali tudi izpis signature, ker vse knjižnice v vseh oddelkih nimajo seveda enake postavitve in je ta zbirna signatura, ki tukaj gori prikazana, ni dovolj povedna. Potem smo naredili še prikaz signature oziroma postavitve tudi za serijske publikacije, ki zaloge nimajo vpisanega v polju 997, to ponavadi gre za kakšne starejše gradivo, tako da se tudi za to gradivo, ki dejansko nima nima podatkov o zalogi vpisanih v polje 997, ampak v 988K se prav tako pokaže zaloga, ampak je prikazana bolj informativno, torej signatura, zaloga letnikov in v primeru, da obstaja tudi še kakšna opomba, se tudi ta izpiše. Potem smo naredili še prikaz, malo izboljšali prikaz kompleto na rezultatih iskanja, oziroma na prikazu zaloge gradiva, torej ko smo v lokalni bazi in pregledujemo to zalogo gradiva. V primeru, ko gre za komplete, smo sedaj naredili tako, da se signature za vse dele komplete izpiše v eni vrstici, ločena je za tole navpično vrstico. Tukaj je grafična oznaka, da gre za komplet, izpiše se status izposoje in pa tukaj so navedene še tudi inventarne številke. V primeru, da je imeli na gradivo nekaj kompletov, nekaj pa izvodov gradiva, ki ni kompletov, bi seveda ostali tisti ščiteki za gradivo, ki pa vezano v komplet, pa je ta grafična oznaka za komplet. Potem smo naredili še nekaj izboljšav glede prikaza zaloge, ko knjižnica nima vpisane podlokacije, pa pri serijskih publikacijah smo umaknili razvrščanje po letniku, ker se je izkazalo, da vse knjižnice, oziroma da ni podatek o letniku vedno vpisan in potem je tisti sort malo zmeden in pravzaprav ni najbolj uporaben. Zdaj, ko smo tule na enem zapisu, tukaj smo tudi malo spremenili to navigacijsko vrstico. Tu vidite, da seveda se še vedno lahko premikamo levo-desno, oziroma naprej-nazaj, ampak smo na to mesto dodali še možnost pač prehoda na seznam rezultatov iskanja. Tukaj v mojem primeru je pač to na polico. Zdaj pa, če še izvedemo neko iskanje, pa gremo na zapis. Torej, lahko gremo torej na rezultate iskanja, oziroma v primeru, da želimo izvesti novo iskanje, kliknemo na tole ikonico oziroma možnost iskanja in pridemo na vstopno okno za iskanje. Tu pri zapisu pa, kar se tiče naše baze COBIP, smo zapisali tudi v oklepajih, poleg samega zapisa, v kateri lokalni bazi se nahajamo. Potem je bilo še eno povpraševanje oziroma tudi ena želja, ki se nanaša na police. Ponovno bo iskala Jančarja. In sicer pri policah se je pojavila želja, da bi omogočili hitrejše kreiranje polic. Torej, ko sem sedaj na rezultatih iskanja ali pa recimo, da je bila na zapisu, torej, ko tukaj kliknem na tole ikonico za zaznamke, za postavitev na polico, smo tukaj dodali kar možnost kreiranja oziroma dodajanja nove police v obliki gumba plus. Torej, tukaj lahko dodam kar nova polica. Ustrezno jo poimenujemo in pa potem lahko zapis shranimo na novo polico. Podobno velja tudi, če gremo na rezultate iskanja oziroma na prikaz zapisa, lahko tudi tukaj hitreje kreiramo polico.
Zdaj, ko smo že pri policiji, še ena funkcionalnost, ki je uporabna tudi tukaj na desktopu, verjetno pa bo še bolj na mobilnih napravah, in sicer smo dodali možnost dodajanja na polico tudi preko skeniranja ISBN oziroma ISSN oziroma ISB za muzikalije, torej z vpisom teh katerekoli izmed teh številk. Torej na malih napravah bo ta funkcionalnost delovala tako, da se bo po kliku na to ikonico odprlo možnost okno, bodi si za ročni vpis, oziroma bo še dodan gumbek za skeniranje črtne kode. Tu bom pa jaz samo zdaj vpisala to ISSN številko, tu sem si nekaj pripravila. Tako da lahko uporabnik, vkolikor seveda ima tako gradivo pred sabo, poskenira oziroma prepiše to ISSN številko in to gradivo bo se potem dodalo na izbrano polico. Vidim, da čas kar hitro teče. Zdaj pa še par zadev bom jih bolj naštela, da potem še imamo dovolj časa z Markotom, da še za kakšna vaša vprašanja in pa še za bralnik Cobiss ELA. Ena zadeva, ki se nanaša pravzaprav funkcionalnost ali pa sprememba funkcionalnosti, ki se nanaša bolj na male naprave. Torej, ko smo na majhni napravi in dobimo rezultate iskanja, je bilo do sedaj treba klikniti točno na naslov, da je lahko uporabnik prišel na zapis gradiva. Sedaj smo naredili tako, da lahko uporabnik klikne kjerkoli v tem delu zaslona, torej tudi tukaj, in pride na prikaz rezultatov oziroma prikaz tega zapisa. No, kaj zdaj? Okay. Potem to navigacijo sem vam že pojasnila, kakšne spremembe smo naredili. Potem je ena zadeva, ki smo jo pa tudi naredili, je prikaz povzetkov iz različnih virov. Veste, da so lahko povzetki v različnih vneseni bodi si strani knjižničarja v slovenskem ali angleškem jeziku, lahko pa predvsem za knjige, e-knjige, pride povzetek ki ga vnese založnik preko dCobiss-a v sistem Cobiss, in lahko si uporabnik pravzaprav potem na enem mestu pregleda različne povzetke, ki jih je pač vnesel bodi si knjižničar, bodi si založnik. In sedaj tukaj mislim, da ima en taki primer. Torej, tu imam možnost pregleda povzetka, si prikažem povzetek in tukaj vidite, da imamo tale vrtiljak, da lahko pač gremo na povzetek, tukaj vidite založnika, če pa se vrnem nazaj, pa je povzetek knjižnice. V primeru pa, da imamo povzetke v različnem jeziku, pa sem tudi enega taki primer poiskala, torej tu pa imamo povzetek, ki ga je vpisala knjižnica, ampak povzetek je v angleškem jeziku oziroma v slovenskem jeziku. Naslednja funkcionalnost se nanaša na prikaz alternativne izdaje publikacije, torej gre za alternativno izdajo, ki jo knjižnica pri obdelavi gradiva vpiše v bibliografskem zapisu. To je do sedaj sicer lepo bilo vpisano v bibliografski zapis, ni bilo pa na samem zapisu za končnega uporabnika prikazana malo bolj povedno, da bi vedel, da ta možnost obstaja. In smo sedaj naredili tako, da smo v primeru, da gre za izdajo nekega gradiva, da obstaja tudi izdaja na drugem mediju, pri razpoložljivosti gradiva, to je spisali in dali link na to alternativno izdajo. Seveda pa tudi potem na te alternativne izdaje, torej iz tiskane izdaje, imamo sedaj tudi vračilo na online izdajo. Potem smo tudi popravili prikaz zapisa v formatu RIS, tako da je sedaj ta prikaz narejen tako, da se izpiše vsaki podatek v svoji vrstici. Prej je bilo to kar taka ena dolga vrstica podatkov. Potem smo pa naredili še nekaj popravkov glede prikaza letnice izida, ko je negotovo leto izida. To smo uredili na prikazu seznama rezultatov in seveda na prikazu zapisa. Potem je bilo kar nekaj popravkov glede teh virov, da smo umaknili tiste non-source znake, pa da se lahko vir prikaže eni vrstici. Tu recimo na zapisu smo tam, kjer je pač povezava na vir, dodali grafično znako, da je malo bolje vidno vse skupaj. Potem smo naredili še eno dopolnitev, ki se nanaša na delo v lokalnih bazah. Bom zdaj kar nekaj spet poiskala, in sicer pri deljenju povezav
torej v primeru, ko gre za zapis, ki je bil poiskan v lokalni bazi, se pri deljenju povezave oziroma kopiranju povezava ta povezava deli na lokalno bazo, ne pa več na vzajemno bazo, kot je delalo do sedaj. Ja, potem pa še neke take manjše zadevice. In sicer, kar se tiče nastavitev člana, smo malce spremenili vrstni red teh kartic, tako da smo dali kartico za menjavo oziroma podaljšanje članstva bolj na vrh, ker vse ostale funkcionalnosti se pravzaprav predvsem manj uporabljajo, tako to podaljšanje članstva pa geslo, e-naslov, SMS naslov pa so verjetno te funkcionalnosti, ki jih uporabnik bolj pogosto uporablja. Na samem prikazu rezultat te evidence gradiva, ki je pri članu izposojena, smo tudi spremenili privzet prikaz oziroma razvrščanje, in sicer je sedaj razvrščanje po datumu poteka. Ja, potem še potem so še bilo kup nekih drugih oblikovnih sporočil. Ena stvar še, ki boste tudi opazili in ki bo tudi vključena v novo verzijo, pa je prenovljena stran za vprašaj knjižničarja, torej iz tiste retro strani bomo prišli na to novo stran. Tukaj smo dodali, pač tukaj pravzaprav vsebinsko ni nič kaj drugače, gre bolj za oblikovno spremembo, smo pa dodali preverjene, da nisem robot, tako da to je pač dopolnjeno in bo tudi vključeno v verzijo 19. Potem pa še malo o specialni bazi, ki smo uspeli urediti v verziji 19, torej gre za bazo SGC, torej gre za specialno bazo splošni geslovnik obis.si, torej gre za normativno bazo podatkov, tako kot tukaj pač smo napisali. Torej tu smo tudi malo stvari v sodelovanju s skupnimi močmi sodelavcev, ki pač to najbolj poznajo, smo ta geslovnik v Cobiss Plusu pač prikaz iskanja dodelali, tako da imajo tudi tukaj možnost izbirnega ukaznega iskanja. Zdaj, če izberem neko iskanje, tukaj smo tudi grafično, tako kot so druge fasete na teh specialnih bazah, pa tudi na portalih, smo tudi tukaj fasete umestili na levo stran zaslona. Delovanje faset je v bistvu enak način, kot je na bibliografski bazi. Tu vidite, da imamo glede na vrsto entitete tudi različne telegrafične prikaze, recimo za zemljepisno ime, mislim, da imamo en taki luštni, kaj je to, globus, tako da smo to dodelali. Potem smo še uredili, ja, seveda lahko razvrščate te zapise, lahko je tudi izvažate, shranite iskanje. Potem pa smo tudi uredili te prikaze zapisov in pa prikaz teh povezav. Zdaj se jaz oproščam, če mogoče ne povem tako strokovno, ker ni glih to področje, ki bi ga kaj ekstra poznala. Torej na zapisu je vključena možnost podrobni podatki, tale komar vi v produkciji ne boste videli, to rabimo mi za potrebe razvoja, da potem lahko preverjamo, če vse dela tako, kot mora. Torej v bazi SGC bo privzeti prikaz podrobni podatki in tukaj boste lahko pregledali pač širše, sorodne in pa ožje izraze in vsi ti širši, sorodni in ožji izrazi so klikabilni, tako da se lahko premikate pa pregledujete vse te povezane zadeve med seboj. Še ena stvar, tukaj, ko smo na specialni bazi, boste dobili tu v tej vrstici pod iskalnim poljem še ime baze, v kateri se nahajate, in to ime baze je klikabilno skupaj s ikono, in ko kliknete na to ikonico, vas program postavi spet na vstopno okno za to specialno bazo. Seveda si lahko specialno bazo tudi v brskalniku pripnete med priljubljene, tako da potem ni treba toliko preklapljanja, tako da je dostop malce pohitren. Ok, torej to je zdaj, kar se tiče Cobissa Plusa. Zdaj samo en požirek vode mora narediti, potem pa nadaljujemo z bralno aplikacijo Cobiss Ela. Ja, kot še Marko povedal, pa tudi knjižničarji ste že, vsaj kar nekaj vas je že seznanjeno, smo pripravili bralno aplikacijo Cobiss Ela.
Torej gre za alternativno vse te bralne aplikacije, ki se jih lahko uporabniki namestijo, recimo FB Reader, pa mislim, da Kentuk pa Albiko, tako da imamo zdaj pripravljeno in bo čez vikend predana v produkcijo tudi bralna aplikacija Cobiss Ela, in sicer za naprave Android. Da bojo si uporabniki lahko namestili bralno aplikacijo, nekaj smo že uredili, nekaj še pa nas čaka do konca tega tedna. Smo na portal Cobiss Ela dodali možnost namesti bralno aplikacijo Cobiss Ela, tako da tukaj bojo uporabniki prišli do povezave na Google Play. Ko bomo pa pripravili bralno aplikacijo za naprave iOS, bo pa seveda, to že delamo, bo pa tukaj še dodan gumbek za dostop do stora. Torej, če kliknem na to opcijo, pridem v Google Play, kjer si lahko pač to bralno aplikacijo na mobilne naprave z operacijskim sistemom Android tudi namestite. Zdaj pa poglejmo, kaj vse ta bralna aplikacija sploh omogoča. Tu sem zdaj vse naredila print screene v Word, da bo šlo malo lažje. Torej, uporabnik si namesti bralno aplikacijo, tako kot verjetno vsi že vemo, kako se namesti z teh raznih trgovin, in ko se bralna aplikacija namesti, se bo ta skrivala za ikono Cobiss Ela. Uporabnik odpre bralno aplikacijo in ob prvem odpiranju bralne aplikacije ga bo pričakalo to pozdravno sporočilo. Jezik bo pač odvisen glede na to, kaj ima uporabnik na mobilni napravi nastavljeno kot privzeti jezik. Torej, jaz sem imela na tablici angleščino nastavljeno, skratka, lahko, da bi bilo tudi to v slovenščini. Torej, za nadaljevanje dela in za uporabo se mora uporabnik strinjati s pogoji uporabe in pa s politiko varstva zasebnosti oziroma varstva osebnih podatkov. Ko to potrdi, pride v samo bralno aplikacijo. Torej, bralna aplikacija, tu imam nastavljeno temno temo, pa če ta tema odvisna od tega, kaj imate na mobilni napravi nastavljeno. Torej, pridete po privzeto na stran bralne aplikacije, kjer vidite gradivo, ki ga imate naloženo na vaši polici, torej v bralni aplikaciji, in že gradivo berete. Torej, jaz sem imela tukaj samo eno knjigo, Koča strica Toma. Tu dobite še potem v enem takem okencu prikaz, koliko dni je še gradivo dostopno. Naslednja možnost, ki jo ima uporabnik v bralne aplikacije, je Cobiss Plus. To je dejansko vstopna točka za dostop do aplikacije Cobiss Plus, kjer si lahko gradivo poišče, oziroma, če smo bolj natančni, do aplikacije Cobiss Ela, in pa več možnosti. Tu moram omeniti še ta gumbek Plus, s katerim lahko uporabnik kar neposredno nalaga gradivo v bralno aplikacijo Cobiss Ela. Torej, bralno aplikacijo Cobiss Ela lahko uporabnik nalaga prosto dostopne knjige v formatu EPUB, oziroma knjige, ki so v formatu EPUB in zaščitene z tem Ridium LCPL. Ni pa podprtih zaenkrat vsaj drugih formatov. Torej, če bi kliknila na tole možnost Cobiss Plus, kaj bi se zgodilo? Ta možnost pravzaprav odpira mojo knjižnico, če ste prijavljeni, seveda. Če niste prijavljeni, se izpiše o tem ustrezno sporočilo, in sicer bi se prikazala evidenca izposojenega gradiva, torej izposojenih e-knjig v Cobissu. V primeru, da niste prijavljeni v aplikacijo Cobiss Plus oziroma v Elo, v bralnik Ela, ker zdaj imamo kar nekaj teh mest, kjer se Ela uporablja, se po kliku na gumb prijava odpre možnost prijave v Cobiss Plus in s tem posredno v bralno aplikacijo Cobiss Ela. V primeru, da ste že prijavljeni na te napravi, na kateri ste si namestili Elo, že v Cobiss Plus, bo se uporabljala ta obstoječa prijava, torej ne bo potrebno še enkrat pisati teh prijavnih podatkov, ampak vas bo program samo vprašal, ko se ta prijava izvede, ali želite nadaljevati v aplikaciji Cobiss Ela, potrdimo oziroma kliknemo nazaj v bralno aplikacijo in izvede se prijava v bralno aplikacijo.
In sicer se tu v bralni aplikaciji naložijo potem podatki o članstvih, ki jih imamo na tem računu Cobiss, ampak samo za tiste knjižnice, ki so vključene v ta sistem izposoje ponudnika Cobiss Ela. Torej tukaj vidim vse te knjižnice, to je pač iz produkcijskega okolja Slikica, tako da so te knjižnice naštete, v katere imamo Cobiss Ela kot ponudnika e-knjig vključenega. In zakaj je to pomembno? Torej, tukaj lahko potem pregledujem za vsa ta članstva, ki jih imam na svojem računu, lahko pregledujem pač gradivo, vse knjige, ki jih imam izposojene. Torej, če bi sedaj kliknila na ta članstvo Zdenka Kamenšek v Mariborski knjižnici, bi dobila seznam izposojenih e-knjig, torej za to članstvo Zdenka Kamenšek, in sicer katere e-knjige ima izposojene, torej očitno imam samo to prosto dostopno knjigo Hiša strica Toma. In kakšne opcije imamo še tukaj? Torej, če imamo bralnik že nekaj časa odprt, pa si recimo vmes kaj izposodimo, torej bralnik bo odprt tako dolgo, kot imate pač knjigo, ki jo berete odprto, si lahko seveda tukaj s klikom na tole ikonice za posodobitev podatkov, posodobim podatkov, če bi se recimo na drugi napravi izposodila kakšno e-knjigo, bi kliknila tale gumbek, bi se mi potem tukaj prikazal posodobljen seznam izposojenih e-knjig za moje članstvo v Mariborski knjižnici. In tukaj se tudi izpiše informacije o tem, kdaj so bili podatki osveženi. Če bi si želela zdaj z te točke izposoditi kar nove e-knjige, imam tukaj gumbek Išči. Ko kliknem na gumbek Išči, se mi odpre okno oziroma kar portal Cobiss Ela. Tule sem malo pomanjšala, sem zato, da lažje prikažemo delovanje. Torej pridem na stran Cobiss Ela, kjer brskam lahko med svojimi v bistvu iščem oziroma brskam med knjigami in potem izberem knjigo, ki me zanima. Recimo jaz sem si izbrala tale Nexus. Potem se kar me prestavi oziroma pride na zapis za to gradivo in tukaj se lahko to knjigo kar izposodim. Torej, ko kliknem izposodi si, če izpolnjujem vse pogoje za uspešno izposojo, tu imam zdaj slikice od nekod drugot, ne za to knjigo, torej se mi knjiga izposodila, dobila bo informacijo o tem uspešni izposoji knjige, ampak tukaj vam želim nekaj drugega še pokazati. Torej, doslej se nam je pokazala samo možnost v redu in za prenos knjige. Sedaj se nam pa bo v 19, ko bomo vse stvari ustrezno vključili, pokazala tudi ikonico oziroma gumbek za Cobiss Ela in po kliku na ta gumbek se bo knjiga že kar naložila v bralno aplikacijo Ela. Torej ne bo treba prenašati teh LCPL datotek, pa ne vem kaj sem pa tja telovaditi za odpiranje v bralniku. Torej, ko bo uporabnik kliknil na ta gumbek Cobiss Ela, se bo knjiga kar naložila v bralno aplikacijo Cobiss Ela. Ta gumbek bo tudi viden v evidenci izposojenih e-knjig na članstvu in sicer poleg gumba za to prečasno vrnitev in prenos datoteke, še bo tudi tukaj gumbek za prenos datoteke oziroma knjige v bralnik Cobiss Ela. In potem seveda, ko si gradivo izposodim, sem tukaj potem na bralniku, so se mi podatki osvežili in vidite, da sedaj na moji evidenci gradiva je poleg tega Koče strica Toma še ena knjiga in sicer tale Nexus in tu se mi izpiše informacije o tem, za koliko dni še imam na voljo in pa potem imam v oblačku možnost za prenos te knjige v bralnik. Torej, tukaj bi kliknila samo na tale gumbek in se mi gradivo potem kar uvozi oziroma naloži v bralnik. Sedaj pa še nekaj glede branja, torej berem tako, da enostavno kliknem na to naslovnico gradiva. Morda še ena stvar, preden gremo glede na samo branje, torej ko se postavi na to bralnik in malce podržim na naslovnici, se mi bo izpisali podatki v gradivo in pa možnost brisanja gradiva. Torej brisanje gradiva pomeni brisanje gradiva iz bralne aplikacije, ni to prečasno vračilo. Če bi pa izbrala možnost podatke v gradivo, bi pa dobila več podatkov o tem gradivu, pa bomo malce kasneje to videli. Torej, kako začnem brati? Pritisnem enostavno na naslovnico in ta knjiga se mi odpre. Torej, tukaj gre za začetek knjige, potem lahko pač swipam oziroma se premikam med stranmi. Dobim tudi kazalo, v kolikor obstaja v knjigi.
Torej, sedaj, ko smo pa v tej bralni aplikaciji, pa vidimo kaj. Torej, vidimo naslov knjige, ki jo beremo, to je tukaj zgoraj. Z to puščico nazaj se lahko premaknemo spet na seznam knjig. Tukaj imamo možnost postavljanja zaznamkov, tukaj imamo možnost tudi urejanja nastavitev, torej prikaza pravzaprav te bralni strani in dodatne možnosti, in spodaj imamo tudi napredek branja. Tale napredek branja se lahko s tem desnikom, pravzaprav, če ga primemo, premaknemo se, potem hitro premikamo po vsebini knjige. Torej, zaznamek postavimo tako, da enostavno kliknemo oziroma s prstom pritisnemo na tale gumb za zaznamke in se potem tale zaznamek obarva, in to pomeni, da smo si zaznamek shranili. Kasneje vam tudi pokažem, kjer dostopate do teh zaznamkov. Potem pa imate možnost nastavitev. To je ena izmed takih stvari, ki verjetno boste naredili enkrat, mogoče dvakrat, ampak gre za nastavitev prikaza pač tega načina branja. Torej, ko izberemo to možnost nastavitve, lahko izbiramo med temami, velikostjo pisave, debelino pisave, robovi, lahko izberemo različne tipe pisav. Privzeto je pač, kakšna je pač privzeta, imate pa potem tudi za dislektike pisave, pa še kup drugih stvari. Potem pa lahko vključite normalizacijo besedila, to sem se včeraj malo uporabila, kaj že ta AI in normalizacija besedila, ker nisem vedela točno, kaj je. Pomeni, da se dejansko vsi fonti nekako poenotijo, potem se tudi te razni presledki poenotijo, tiste črtice za deljenje besedila se tudi poenotijo, tako da se dejansko vse skupaj dobi človek bolj celostne oziroma bolj poenoten izgled tega gradiva. Potem se lahko uporabnik nastavi to navpično drsenje, potem dva stolpca, lahko pa izklopi slog založnika, torej po privzetem se vedno prikaže v slogu, kot ga je založnik izdal. Če pa tukaj gremo na tale gumbek, izklopimo slog založnika, pa dobimo še dodatne možnosti, in sicer lahko izberemo potem poravnavo besedila, torej levo, desno, sredinsko poravnavo, velikost vrstice, razmak med črkami, besedami in pa med odstavki. Potem imamo tukaj še dodatne možnosti, torej te tri pikice, tukaj imamo pa možnost prehoda na kazalo vsebine, na zaznamke, poudarke in pa podatke o gradivu. Torej, če izberemo kazalo strani, kazalo vsebine, seveda, če obstaja, prijemo na kazalo vsebine in tu pač lahko kar izberemo v tem primeru recimo poglavje, na katerega želimo iti. Potem lahko gremo na zaznamke, izpiše se, na kateri strani je ta zaznamek postavljen, in če izberemo, kliknem na posamezni zaznamek, se spet prestavi v e-knjigo na stran, na kateri se zaznamek postavlja. V primeru poudarkov je podobno, torej če imam poudarke oziroma podčrtano besedilo ali pa komentarje vpisane, to tukaj vidi, in spet se lahko jih tako, da izberem posamezni poudarek, me prestavi točno na tisto mesto v knjigi, kjer je to bilo narejeno. Potem pa imamo še podatke o gradivu, torej dobimo tukaj informacije o sami knjigi, kaj so potem, kdo je ponudnik, kdaj je sposojeno in pa kdaj velja ta licenca. Zdaj pa še glede samih možnosti glede besedila, torej tudi v bralni aplikaciji Cobiss Ela si lahko besedilo pač podržite, da se označi, in potem imate možnost podčrtovanja, tole, možnost barvanja in pa možnost pisanja komentarjev. Torej, ko označite besedilo, ki vas zanima, imate potem se odpre okence, kjer lahko izberete barvo, izberete, ali se naj besedilo poudari ali pa podčrta, in potem vpišete opombo, kolikor želite, in to opombo lahko shranite oziroma prekličite. Ko to uredimo, torej tukaj imate kar nekaj prostora, lahko to opombo, pa me je zdaj miška zginila, torej vidimo v poglavju, v besedilu, kjer smo to naredili, se pač to besedilo bodi se obarva, bodi si podčrta, in v primeru, da vpisam komentarček, se v tej okrogli taki ikonici pokaže svinčnik, in ko kliknemo na tole ikonico, se odpre komentar, pa lahko potem s tem, kaj smo uredili, še dalje delamo ali pa enostavno zbrišemo. Seveda, ko gradivo vrnemo, seveda vse to zgine, ne.
torej vidno torej tako dolgo, dokler imamo gradivo v svoji bralni aplikaciji in dokler ga seveda lahko odpiramo. Potem pa imamo v bralni aplikaciji še možnosti več, tu pa gre v bistvu bolj za te formalne zadeve, ki pač spremljajo aplikacijo. Tu imamo najprej prikazano pač, ali smo prijavljeni, in če smo prijavljeni, se tukaj spiše en naslov našega računa Cobiss, tukaj se lahko odjavimo, lahko spremenimo jezik, torej tu imamo jezik slovenski, lahko pa preklopimo tudi na angleški jezik in pa lahko gremo na več informacij o aplikaciji. Torej, tukaj, ko pogledamo te podatke o aplikaciji, dobimo podatke o različici, potem priznanju avtorstva, torej vseh teh, vsem tem, kar smo uporabili pri pripravi bralne aplikacije, potem pogoje uporabe bralne aplikacije Cobiss-Ela, varstvo osebnih podatkov, lahko pa gremo tudi na stran cobiss.si, lahko gremo tudi na stran Cobiss Plus, oziroma na stran Cobiss-Ela in pa lahko pregledamo tudi podatke o izumu. To je pač ta sestavni del, ki spremlja vsako aplikacijo. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Jaz upam, da vam bo bralna aplikacija, mislim, mi si želimo, da bi vam bila bralna aplikacija všeč in seveda, da bi vam s pridom služila na vaših poteh, ko boste brali knjige, oziroma vaše najljubše knjige. Tako da hvala, da ste me poslušali. Zdaj pa predajam besedo Marku. Ja, hvala Zdenka za predstavitev. Mogoče še ena zadeva, ki jo je ena knjižničarka vprašala, in sicer, kako omejimo video posnetek v iskanju. Mogoče, če to pokažeš. Aha, okay. Video posnetke. Kaj ne damo? Preprosto. Pardon, ja. Okej, torej, ko iščete lahko video posnetke oziroma filmsko gradivo, zopet si poiščete, kar želite, in potem ponovno uporabljate te fasetne filtre, pa bomo pogledali, če imamo kaj tukaj uporabljate to iskanje po fasetnih filtrih, video, čeprav vpišemo, dobimo seveda, in tu recimo, glede na to, kaj se je iskala, pa da sem v mariborski knjižnici, ima možnost pač pri vrsti gradiva izbirati video, videokasete, video DVD, Blu-ray. Če pa recimo šla malo širše iskat, pa bi recimo lahko filmski posnetki, recimo lahko poiščemo gradivo filmoteke, zopet lahko tukaj tudi na videokasete, video DVD pa video Blu-raye. Upam, da je bilo to vprašanje. Torej, pomagate si s kasetami. Pa še mogoče ena stvar, če tukaj pri iskanju vpišete filmoteka, ker je pač filmoteka tudi vključena v Cobiss kot eden izmed ponudnik, boste tudi dobili seznam rezultatov iskanja filmoteke, in tukaj se dejansko ta ponudnik pokaže potem tudi kot eden izmed ponudnikov. Zdaj, ker seveda sem pisala samo filmoteka, je to samo filmoteka. Ok, hvala Zdenka. Drugo vprašanje pa je bilo lokator gradiva, če lahko pokažemo. No, samo malo. Torej lokator gradivo tu na našem okolju, vem, da ga imamo v mariborski knjižnici vključenega, in sicer mislim, da ga imamo v enoti Pobrežje. Tako da sedaj bom malo uporabila filtre, da lažje pridemo do tega cilja, in tukaj vidite, ko se pač pokaže podatke o gradivo in tudi gradivo, ki sodi na postavitev, kjer je lokator vključen, se pokaže tale ikonica za lokator. Tudi v tooltipu se vpiše, kliknite na lokator in potem izberete izvod gradiva, za katerega želite prikaz lokacije v knjižnici, ker imamo recimo tukaj lokator očitno v Novi Vasi in pa v Pobrežju. To vas naj ne moti, ker to razvojno okolje in tu imamo vse sorte, torej kliknem in dobim kar lokator. Tako da tukaj dobim potem lokacijo gradiva. Mogoče še kot zanimivost, torej lokator dela čisto v redu tudi na malih napravah, na mobilnih napravah, tako da dobite pač malo drugačen prikaz, ampak se lahko pomagate tudi s tem. Ok, hvala Zdenka, tako da upam, da smo to zdaj pokazali.
Zdaj bom pa še jaz šel na nekaj vprašanj, ki so se še zdaj pojavile. Ostalo sem že odgovoril, tako da upam, da ste bili z odgovori zadovoljni. Če ne, pa pišite nama za Zdenko, pa bomo mogoče bolj podrobno, pa tudi mogoče na kakih vaših posebnih primerih, kakšne odgovore bolj ustrezne našla. Ok, potem tukaj je ena gospa Nevenka vprašala, kako je z vključitvijo knjižnic srednješolskih za ELO. Zdaj projekt z Ministrstvom za šolstvo je šolska Kobis ELA. Ta projekt je trenutno v pripravi in čaka se zdaj trenutno na ministrstvo, da se razpiše, da dajo razpis za založnike, da bodo dali to gradivo na voljo. Zdaj, pod kakšnimi pogoji, ali bo to treba kaj plačati, kdo bo plačal, ministrstvo plača, knjižnice plačajo, šolske knjižnice plačajo, ali na izposojo, ali na količino. Teh odgovorov trenutno nimamo. Zdaj, za vse šolske knjižnice, ki bi pa vseeno želele uporabljati šolsko ELO, je tudi to mogoče, ampak samo za gradiva, ki so trenutno prosto dostopna. Vkolikor pa se boste vključili v ta konzorcij knjižnic, ki že v bistvu uporablja Kobis ELO kot plačljivo različico, pa je to potem vaša stvar, da se v bistvu z Luko, z Luko v novomeški knjižnici dogovorite, pa sestanete, pa boste se z njimi potem bolj natančno pogovorili. Če bi pač želeli plačljivo tudi varianto, se pravi za knjige, ki so v Kobis ELE na voljo tudi kot plačljiva različica. Tako da tako. Ali bo Kobis ELA bralna aplikacija na voljo tudi na drugih brskalnikih, ne samo na Chromu? Trenutno je potrebno na bralnike prvo naložiti Chrome, sicer ni omogočen dostop do spletne strani Kobis ELA oziroma je spletna stran popačena. Zdaj, kar se tiče teh bralnikov, vsi vemo, da so to zelo posebne naprave, ki imajo zelo stare operacijske sisteme in ki imajo zelo, zelo omejen nabor funkcionalnosti. Se pravi, če gledamo nek bralnik, ki ima naložen gor, zdaj si bom izmislil, Neo brskalnik, to je brskalnik, ki je bil naložen na Androidu 80 ali pa še prej. Zdaj to, kaj vam govorim, pomeni, da je to Android, ki je star 5 plus let, kar pomeni, da te funkcionalnosti, ki jih trenutno omogoča Kobis Plus, ne delujejo na teh brskalnikih, ker takrat jih še niti ni bilo, niti jih niso poznali in dejansko niso v brskalnikih implementirane. Zato je potrebno na te razne bralnike, če želite to uporabljati na bralniku, namestiti najnovejšo verzijo Chroma oziroma nekega modernega brskalnika, da bo spletna stran, kot ste sami ugotovili, tudi pravilno prikazana. Drugače je stran popačena in ne bo delalo. Na bralnikih to drugače ne dela. Tako da to je zahteva. Se pravi, obvezno mora biti modern brskalnik, dovolj nov brskalnik, da bo to delal. Sicer to ne dela in ne bo. Potem je vprašal nekdo, ali si je mogoče izbrati knjige tudi direktno na bralniku ali zgolj na računalniku. Imam bralnik Book. Se pravi, iščemo knjige lahko samo znotraj Kobisa Plus, se pravi preko tega Kobis ELA, to je najlažje iskati, ali pa če tako zdaj Zdenka kaže, poiščemo, izberemo filter Kobis ELA in poiščemo v bistvu knjige, ki nas zanimajo. Kot rečeno, mora biti tudi na bralniku ustrezen brskalnik, da bo to delalo. Tako da druge omejitve pa jaz ne vidim. Se pravi, načeloma na bralniku Book, jaz ga tudi imam, meni ta zadeva dela. Tako da mora biti Android naprava, se pravi Books je Android bralnik, ki omogoča to, tako da ovire ni. Se pravi, aplikacija se namesti, Kobis Plus v brskalniku deluje, vse ostalo je pa samo stvar nastavitev. Gospa Sabina je rekla, da sama bere na telefonu in je aplikacija zelo prijazna uporabniku, tako da hvala. Ogromno knjižničarjev je že nam dalo pozitivni feedback, tako da smo zelo veseli vsake pohvale.
ki jo dobimo. Bomo se trudili naprej, da bo tako tudi ostalo. Aha, gospod Jan je vprašal, kdaj bo bralna aplikacija Kobisela dostopna na App Storu. Za iOS naprave, se pravi, trenutno razvijamo še Kobiselo, predvidoma bo pa na voljo v aprilu, vkolikor ne bomo naleteli na kakšne večje težave, pa se bo to zamaknilo v maj. Ampak računamo na to, da bomo v aprilu že tudi na App Store dali in bo to na voljo tudi na iOS napravah. Gospod Domen je vprašal, kako je z aplikacijo Ela na bralnikih, konkretno na Inkbook. Se pravi, Inkbook ima neko verzijo Androida, zdaj spet odvisno od kateri Inkbook točno se uporablja. Bo delalo, če je Android, bo delalo, če je dovolj nova verzija Androida, sicer pa to seveda ne bo delalo. Tako da to so omejitve, ki so pač postavljene z samo aplikacijo. Kaj se pa tiče Kobisa Plus, se pravi na teh bralnikih pa je isto kot za vse ostale. Če imate nameščen brskalnik, ki je dovolj modern, da bo prebaval Kobis Plus, potem tudi ni problem, da preko Kobisa Plus recimo iščete na teh bralnikih gradivo in si tudi shranite te LCPL datoteke na sam bralnik. Gospa Kristina je vprašala, ali bo gradivo Kobis Ela možno brati v Rakuten Kobo. Zdaj, koliko jaz vem, trenutno še Kobo ni razvil podpore za te Ridium zaščito e-knjig. Vem pa, da so se vključili v ta konzorcij za Ridium in bodo tudi začeli očitno za to nadgradnjo oziroma dopolnitvijo njihovih bralnikov. Kaj to zdaj pomeni za uporabnike oziroma za tiste, ki ta bralnik Kobo imajo? Verjetno bodo mogli novi bralnik kupiti. Ne vem, če bo to samo software posodobitev, upam, da bo. Upam, da bo samo nadgradnja softvera in bo vse čudežno delalo. Vemo pa, kako so ti ponudniki, ko prodajajo stvari, ponavadi rečejo, to je nekaj čisto novega in moramo plačati, tako da to. Se pravi, kaj se Kobota tiče, še čakamo, da podprejo v bistvu ta LCPL. Tako, potem pa še gospa Tanja napisala, Lari so nam priporočala Onyx Books in sem ga kupila. Bo problem pri branju preko bralne aplikacije Kobisela? Za Onyx Books ga imamo tudi sami tukaj pri nas, na katerega smo tudi sami naložili in mobilno aplikacijo Kobis Plus in tudi mobilno aplikacijo Kobisela in lahko povem, da to definitivno dela in ni problema. Tako da mislim, da je to bila dobra izbira. Da vidimo, če še kakšno vprašanje bilo. Ne, mislim, da je to to. Tako da, če še ima kdo kakšna vprašanja, za Zdenko bova vesela, če jih boste poslali, lahko jih pošljete preko podpore, lahko jih pošljete preko tiste prijavi napako v Kobis Plus. Če boste imeli kakšne zagate ali pa se vam kaj ne prikazuje ali pa boste imeli kakšne predloge, kako to izboljšati, popraviti, spremeniti. Tako da napišite, sicer pa najlepša hvala za poslušanje, pa se vidimo junija ob naslednji predstavitvi. Hvala lepa, svidenje. Nasvidenje.